Simbol gostoljubja, tradicije in ljubezni do narave. Planinske koče so stičišče pohodnikov, ki se že leta soočajo s pomankanjem kadra in zahtevnim vzdrževanjem. Javnih sredstev za obnovo skoraj da ni več, prepuščene so predvsem društvom in zagnanim posameznikom. Kdo se odloča za delo oskrbnika, ki je naporno in brez delovnega časa? Petra Črtanc-Mavsar je obiskala različne planinske koče, ki so pomemben del naše kulturne dediščine. 24 ur Fokus. V osrčju slovenskih gora, kjer planinske koče že stoletja nudijo zavetje, toplino in gostoljubje vsem, ki raziskujejo vrhove. So nas učile mame, babice z mokro krpico. Čudovito. Evo, štrudličke, nesete. So več kot le postojanke, so domovi planincev, prostor zgodb, tradicije, a tudi izzivov. Društva v celotni Sloveniji se soočajo z velikimi problemi, kako dobiti kader, kako ga nagraditi. Zahtevnost dela oskrbnikov je danes bistveno večja kot nekoč. Za moje pojme bi mogel biti to bolj cenjeno, spoštovan poklic. Zanimanja pa vse manj, kdo bo v prihodnosti vodil slovenske koče in kako premostiti ovire, da jih ohranimo. Po obdobju mokrega vremena končno suh, ne pa tudi topel dan. Čudovit razgled na Škofjeloško hribovje in Julijske Alpe. Ob lepem vremenu pogled seže vse do morja. Porezen je najvišji vrh Cerkljanskega hribovja. Pohodnikov je veliko. Seveda, mora biti koča na vrhu, pa za jesti, pa za piti. Pridem takrat, ker je koča odprta. Ni treba kosilo doma kuhati, je vse v enem. Včasih sploh kakšen takle štrudel zelo paše slovensko domačo hrano, a ne? To so prostovoljci planinskega društva Cerkno, ki kočo na Poreznu ohranjajo pri življenju. 7 zakonskih parov, ki se po zimi izmenjujejo čez vikende, poleti dežurajo vsak po en teden. V taki situaciji smo pa že kar kakšnih 10 let, pa mogoče tudi kakšen več. Zgleda, da ni interesa več za skrbništvo. Skuj več je dela. Nekoč sta ob koncih tedna lahko delala 2, zdaj vsak dežurni par rok potrebuje pomoč. To je jota. To je jota. Sveže skuhano. Sveže. To je prav zdaj vse dan zjutraj. To je pasulj. Pasulj, da rečemo fižol, moraš pridati. Ogromno priprav, ki se začenjajo zgodaj zjutraj ali celo večer prej. Surovine z vozilom pripeljejo vsak teden. Nekaj malega celo posadijo na vrtu. Kočo, nekdanjo italijansko vojašnico, ki so jo nadgradili, je treba vzdrževati. Od kod elektrika na koči? Mi imamo že približno, po moje, že 25 let. Ta prve sončne celice. Smo sicer zdaj zamenjali. Za koliko časa vam pa zdrži? Ja, približno 2 dni do 3 dni. Kanalizacijo v dolini odvažajo enkrat letno, vodo zbirajo z deževnico. Evo, tu je tale zbiralnik. To noter je 12 kubikov vode. Na vrh imamo še en rezervoar na vrhu. Zaposlovanje v hribih je vedno bilo težavno, priznava Ivan Resnik, načelnik gospodarske komisije pri Planinski zvezi. A nekoč so ljudje po upokojitvi z veseljem prevzeli oskrbovanje koč, zdaj je upokojitvena starost vse višja, zahteve za delo pa so vse večje. Imamo blagajne, elektronske blagajne, imamo rezervacijski sistem, potem imamo fotovoltaiko, poleg tega je skoraj nujno, da zna nekaj kakšen tuj jezik. Na Poreznu so, kot pravijo, 20 let potrebovali, da so uredili kočo in dosegli prepoznavnost. Zato še vedno, kljub temu, da bi na vrh velikokrat raje prišli kot obiskovalci, vztrajajo. Smo pa skozi stari, smo že kar povprečje tam okoli 70 let. Pa kjera ekipa obupa, rečemo, zaradi bolezni. Kako naporno je to za vas? Kar je, zvečer si kar zmatran. Kar precej. Ta koča je že ena izmed takih, ki je recimo gostoljubje res veliko, ne? V Sloveniji imamo 159 planinskih koč, od tega 81 koč 3. kategorije, te so najnižje ležeče in tudi najlažje dostopne. 47 je koč 2. kategorije, do njih je dostop 1 uro v zimskih razmerah, do koč 1. kategorije in teh je v Sloveniji 31, je oskrba možna zgolj s helikopterji.
Roblekov dom na Begunjščici leži na dobrih 1650 metrih nadmorske višine. Izredno pošiljko pijače je helikopter dostavil že pred 8 uro zjutraj, ko je na vrhu le ena pohodnica. Z veseljem grem rada zjutraj, ker je popoln mir, narava. Na Robleku ste pa pogosto? Pogosto. Mislim, da sem letos že 34krat. Planinsko društvo Radovljica upravlja s 3 planinskimi domovi, a tukaj so stroški, pravi predsednik Valentin Rezar, najvišji. Redne zaloge s helikopterjem prepeljejo enkrat na mesec ali 2. Je bil helikopter 3 do 4krat dražji kot pa oskrbovanje za tovorno žičnico. Gregor Blenkoš je tukaj oskrbnik od letošnje pomladi, a koča mu ni neznana. Predtem je pogosto pomagal. Svižna domača čebula. Zjutraj sproti pripravlja zajtrk, skuha kakšno kavo. Hvala lepa. Hvala. Enolončnice je pripravil že sinoči. Pričakujete kakšno gnečo? Ja, danes je lepo vreme, nič ne piha, ni dežja, tako da zna biti kar velik. Kdaj začnejo hoditi? V 11. Ko je bila koča pred sezono odprta samo ob vikendih, je vsak četrtek ali petek hodil gor, v ponedeljek pa nazaj v dolino v službo. Zdaj si bo čez poletje vzel prosto in bo na Robleku večino časa. Delam v pisarni in sem bil nekako sit monotonosti, ali kako bi temu rekel, in sem se hotel zgarbati, pač, da delam fizično. Imam zelo dobro ekipo od zadaj, na njih sem zelo ponosen, to moram reči, in mi zelo veliko pomagajo. To je delo, ki traja od jutra do večera. Ko obiskovalci odidejo, se začnejo priprave na jutrišnji dan. Počivajo le ob slabem vremenu. Oskrbnik ni samo oskrbnik, je tudi, lahko rečemo, kuhar, pa je čistilka, pa je receptor, pa je vzdrževalec določenih naprav. Veliko jih prihaja, pa bi se rad šli neko romantiko, romantika odpade žal. Potem nekateri bi rad žurali, pa tudi tega ni. Tretji bi pa rad na hitrco nekako obogatel, pa jih moram razočarati, da planinske koče niso za hitro obogatiti. Ves čas v naravi, v stiku s planinci. Za mnoge raje, v katerem si lahko spočijejo, si napolnijo baterije. Oglasi za oskrbnike in najemnike koč so objavljeni skozi vse leto. Kakšno pa je plačilo? Od 1500 do 2500 evrov. A to ni zaposlitev. Oskrbniki so ponavadi samostojni podjetniki, nekateri imajo s planinskimi društvi sklenjene podjemne pogodbe. V mnogih kočah njihovo plačilo predstavlja delež od prometa. Nobena skrivnost ni, da imamo plačilo 20% od prometa. Dajemo 40% od neto prometa. Mislimo, da je to neka zgornja meja. Stroški so na planinskem društvu nakup in dostava hrane in pijače do koče, ogrevanje, odvoz smeti, čiščenje greznice, vzdrževanje. V bistvu ti gor nimaš nekih stroškov, ne? V bistvu živiš zastonj, pa ješ zastonj. Je pa res, da ti si tu 24 ur vseeno na razpolago in to brez nekega dopusta, ne? Ti, če si ne najdeš menjave, ne greš dol in si tu ujet, ali je to dobro ali je slabo, kak komu. Bor je v planinskih kočah začel pomagati že kot srednješolec, od takrat jih je zamenjal že nekaj. Zadnji 2 leti se mu je pridružila tudi partnerica. Zdaj skrbita za Valvazorjev dom pod Stolom. Tole je naša najbolj pogosto bukirana soba. Ko se sezona začenja, bodo nočitve vse pogostejše, tudi ostalega dela bo z lepimi dnevi vse več. Zakaj se mladih večno odloča? Najverjetneje zato, ker pač res ti gre toliko časa, nič ne greš v dolino navadno. Moraš malo kompenzirati s tem, da te to res veseli. Ne vem, če gre kdo zares v gore delati, zato da bo zdaj zaslužil milijone, ampak pač grejo zato, ker ti to nekaj pomeni. Marsikdo se pripoveduje Boru v sezoni povsem izčrpa. Ob koncih tedna potrebuješ pomoč, to mora oskrbnik plačati iz svojega deleža. Kaj je v resnici vaše delo poleg skrbi za kuhinjo in jedi? Rabimo imeti polne skrinje raznih stvari. Tu imamo, ne vem, nekaj mesa, nekaj gozdnih sadežev, testo za štrudle, naprimer. Mora biti lepo, mora biti dosti, pa mora biti dobro. Odnos je tukaj vzajemen. Bolj kot se oskrbnik trudi, večji dobiček, kar je dobro tako za njega kot za planinsko društvo. Že na prvi vtis, če je prijazen oskrbnik, da si lepo sprejet, je to čist nekaj druga. Če te malo ljudje pač radi, bojo z veseljem še prišli 10-krat, 20-krat, 100-krat. Živja. Zdravo, Petra. Dobrodošla na Uršlji gori. Hvala.
Priljubljen koroški pohodniški kraj na skoraj 1700 metrih nadmorske višine. Nejc je planinski dom na Uršlji gori prevzel v najem pred 3 leti. Zakaj ste se odločili priti sem? Ja, hribovci smo po duši, pa smo se odločili, da bomo tole eno tako zgodbo ustvarili. Obiska je, največ je tujcev, pridejo iz celega sveta. Teče že 7 leto, odkar so se v planinskem društvu Prevalje odločili, da na Uršlji gori ne bodo imeli oskrbnika, temveč najemnika. To se, pravi predsednik društva Stanko Robin, izkazalo kot prava odločitev. Jaz najbolj vesel, če midva naredimo kupčijo, pa da smo oba zadovoljni. Da nima samo en profit, da ima tudi tisti drugi, ki dela, da ima tudi dobiček. Dela tukaj ne manjka, ekipa 10 do 15 ljudi mu pomaga pri tem, da vse poteka gladko. Vpeta je vsa družina, prijatelji. Pridejo velikrat radi pomagati. Ko je tole tudi dobro vzdušje in pol radi pridejo delati. Zbujajo se že pred 5 zjutraj, da pravočasno pripravijo vse jedi in postrežejo prve obiskovalce. Nemalo jih je tukaj že ob sončnem vzhodu. Evo štrudelčki. Jo, se še delajo. Vsi morajo obvladati vsa dela, od urejanja okolice do kuhinje. Ajde, več gancema naredila. Super. Ajde. Malo posodo dova. Korosci pražimo ajdo v moko. Tono pa pol žgancev nekaj naredimo na leto. Zdaj smo se glih upelali, ko kako leto, 2 rabiš, da se upeleš. Evo, tako mi tole pred vhodom ponovadi naredimo. Ko zdaj tole je tak ognjemet iz moke se naredi. Evo. Evo, te žganci se bolj kot ne sami naredijo. Težav z iskanjem kandidatov, ki bi prevzeli to kočo, niso imeli. Obiska je veliko ob sončnih vikendih, od 500 do 1000 pohodnikov dnevno. Sinergija med najemnikom in fer odnos sta recept za uspeh. Ne smejo se društva vtikovati v najemnika, ne pri hrani, ne pijači, to je njegova izbira. Tudi on kot najemnik, ki mi obnavljamo kočo, je on veliko priskočil nam na pomoč. Letos so obnovili sobe, naredili nove kopalnice, dnevni prostor. Zelo so vpeti v lokalno okolje, kar se jim obrestuje. Zdaj načrtujejo tudi večji zalogovnik vode. Ogromno ur prostovoljnega dela. Na oko lahko rečemo 2-3 tisoč se to naredi na leto. Ja, te koče so kar precej starejše, zgrajene v enem drugem času, ko je precej država pa lokalna skupnost v to vlaga. Tovarne so ogromno prispevale, da tega ni več. In jaz sem praktičen ali na društvi, ali na najemniki. Tik pod vrhom Kopitnika v Savskem hribovju sta kočo na čudoviti jasi pred nekaj meseci prevzela zakonca Podlesnik, z upanjem, da bosta ta kraj obudila. Sveži domač trudeljček, narejen po receptu mam in babic. Barbara je predvsem zaradi zdravstvenih težav v prejšnji službi potrebovala spremembo. Ideja za najem koče je bila njena, pri tem jo je podprl mož. Zdaj se je v celoti posvetila delu v koči. Čezdalje bolj me vleče k ljudem, tlej pa še narava, še dodana vrednost, čez polovičko, dava dol. Vsak dan se ne začne tekati, ki je odprt, ampak že dan, dva prej, ker je treba ogromno časa posvetiti tem, da robo ne baviš, sadje, zelenjava, kruh, pijača. Poberemo posteljnino, odpeljemo domov v vrečah, operemo, zlikamo. Kar doma likate? Tako, res je. Nimamo tukaj pralnega stroja. Ves dobiček oziroma najemnine planinska društva torej vračajo nazaj v vzdrževanje koč. A kljub temu so zaradi visokih stroškov obnove v Sloveniji mnoge dotrajane. Tukaj na Kopitniku denimo ležišča so, a ni kopalnice za goste, ki prespijo. Težko je v takšnih pogojih privabiti veliko planincev. Pa jaz jih tudi razumem, da ne morejo, ker če gledate obnova ene kopalnice, od najemnine, jaz moram 5 let biti, da mi eno kopalnico lahko obnovijo. Tam nekje oko 400 € se pogovarjamo o sami najemnini. Planinska zveza si prizadeva, da bi pri vzdrževanju koč pomagala država. Čeprav so pogovori v tej smeri stekli, sredstev za ta namen, kot kaže, vsaj za enkrat ne bo. Razmere v gorah se v zadnjih letih korenito spreminjajo. Žal danes teh planincev, bom rekel, je vedno manj, tistih pravih planincev, vedno več je turistov, vedno več je ljudi, ki zahtevajo enako postrežbo, kot je v dolini.
Kar je v že tako zahtevnih okoliščinah velikokrat neizvedljivo. O pomankanju sredstev in upadu zanimanja se za oskrbništvo odločajo predvsem strastni ljubitelji gora in pohodništva, ki v tem vidijo svoje poslanstvo. Kaj mora imeti dober oskrbnik? Mora biti strikten do dela, odgovoren mora biti, pa bi rekel logistika, da mora tudi laufati. Zgovoren moraš biti. Planinske koče so srce gorništva, zavetišče planincev, ki ponujajo umik iz urbanega okolja, stik z naravo, mir. Jaz se odklopim od norosti sveta in je čist nekaj drugega v hribih. Starejši planinci pridejo tu na Vršljo goro, se skoraj razjokajo. To bi mogli videti. Kako so to srečni ljudje. Zato je prav, da jih vzdržujemo in podpiramo. Nasvidenje še kdaj. Kot zgodovinsko vrednost in pomemben del planinske kulture in dediščine. Ljubijo!